Grem jaz tlele spadi? Ja, okay. Lep pozdrav, hvala, ker ste se odzvali današnjemu vabilu na kratko izjavo za medije. Docenta dr. Mateja Logar bo povedala, kakšne ukrepe od danes veljajo v UKC Ljubljana in kakšno tudi stanje, kot so tako respiratorni. Hvala lepa. Mogoče najprej začnemo s stanjem. Nekje od konca decembra opažamo porast števila bolnikov, tako ambulantnih, kot tisti, ki potrebujejo sprejem v bolnišnico zaradi okužbe dihal. Večinoma gre v zadnjih dneh za bolnike, ki imajo gripo, nekateri potrebujejo sprejeme zaradi gripe, nekateri so gripo že preboleli v domačem okolju in imajo sedaj pridruženo bakterijsko okužbo, ponavadi gre tukaj za starostnike, ki dobijo pljučnico. Tako da tale vikend je bil ne samo na infekcijski kliniki, ampak tudi na IPP-ju izrazito dramatičen, ogromno število bolnikov. Nekateri bolniki pravzaprav že več dni čakajo na prosto posteljo, tako na hodniku urgentne ambulante infekcijske klinike, kot tudi na IPP-ju. Tako da poskušamo najti ustrezne namestitve oziroma pri nekaterih se stanje toliko izboljšuje, da bodo lahko nadaljevali zdravljenje v domačem okolju. Z današnjim dnem v kliničnem centru omejujemo obiske, tako da ena zdrava oseba prihaja lahko na obisk. Ob tem je seveda potrebna namestitev tudi maske. Ne želimo namreč po eni strani, da obiskovalci prinašajo svojcem okužbe, pa tudi ne želimo, da se obiskovalci v bolnišničnem okolju od svojcev ali od drugih oseb, ki so v sobi, nalezejo kakšne respiratorne okužbe. Sprememba je tudi, kar se tiče urgentnih ambulant. Tukaj pa glede na trenutno epidemiološko stanje, glede na pomanjkanje prostora, glede na to, da so bolniki nameščeni na hodnikih, obiski pri teh, ki čakajo na namestitev, niso dovoljeni in tudi spremljevalci v tem času, ko je bolnik v obravnavi v urgentni ambulanti, niso dovoljeni. Tukaj gre res za to, da omogočimo varno obravnavo, da omogočimo neko zasebnost osebam, ki so v obravnavi in tudi, da omogočimo kolikor toliko normalno delo zdravstvenemu osebju. Koliko časa ga potem čakajo? Čakalne dobe so različne, v bistvu prvič od same triaže. Pri nas na infekcijski kliniki je nekje obravnava zaključena v 6 do 8 urah od tega, ko bolnik pride skozi vrata. Na IPP-ju je stanje seveda nekoliko drugačno, ker imajo tudi drugačne bolnike. S terena prihajajo tudi seveda reanimacije, tako da bolniki, ki niso nujni, tam čakajo lahko tudi več kot 12 ur na zaključek obravnave. Kako pa je sploh s posteljami, ker imate tudi zmanjšano število zaradi obnove, kam sploh nameščate zdaj? Že pred dobrim mesecem smo odprli dodatne kapacitete v DTS-u, se pravi diagnostično-terapevtski servis, kjer je bil v predhodnem obdobju del COVID-ne bolnišnice. Tako da tam je odprtih 15 dodatnih postelj. Te so bile odprte predvsem na račun tega, da bi se zmanjšalo število bolnikov, ki čakajo sicer na prosto posteljo tako na infekcijski kliniki kot na interni kliniki. Medtem ko za potrebe, ki so se pojavile v tem tednu oziroma v zadnjih 10 dneh, pa trenutno iščemo najbolj optimalne rešitve. Predvsem so tukaj določene kadrovske težave, tako da ko bomo uspeli uskladiti vse potrebe, bomo obvestili, kam bomo te bolnike dodatno uspeli namestiti. Ali zbolevajo tudi že zaposleni? So bili cepljeni, kako je? Izrazitega upada števila zaposlenih še ni, se pravi povečane odsotnosti zaradi respiratornih okužb med zaposlenimi trenutno ni. Precepljenost v kliničnem centru nažalost ni takšna, kot bi si želeli, se pravi, da bi se lahko s tem hvalili. Vsekakor pa je višja kot v splošni populaciji, kjer smo pa seveda kot vsako leto na repu evropskih držav, kar je pa pravzaprav zelo zaskrbljujoče. Po podatkih, ki jih imam iz naše urgentne ambulante, je pravzaprav večina oziroma praktično vsi bolniki, ki prihajajo z gripo, kljub temu, da gre tukaj za bolnike z rakavimi boleznimi, za bolnike s kroničnimi boleznimi, so te osebe necepljene. Med vsemi je bila do zdaj, ki so bili na pregledu, ena oseba, ki je bila cepljena, ta je zbolela sorazmerno blagimi težavami, prišla pa je na pregled zaradi svoje osnovne bolezni in zaradi možnosti dodatnega zdravljenja. Kakšni so zdaj ti simptomi gripe, da bi ljudje vedeli, da je to dejansko gripa?
Zdaj za gripo je značilno, da se težave pojavijo sorazmerno naenkrat, se pravi, zbolimo akutno z visoko vročino, bolečinami v mišicah, z glavobolom, bolijo nas tudi sklepi. Ob tem imamo lahko zamašen nos, lahko imamo nekaj izcedka iz nosu, se pravi, lahko smo na kodni, ni pa to v ospredju. V naslednjih dneh se potem temu pridruži še suh kašelj, ki lahko vztraja kar nekaj časa. Težave trajajo praviloma tam nekje 3 do 5 dni, potem pa se začne stanje postopoma izboljševati. Pri nekaterih pa žal pride do teh sekundarnih bakterijskih zapletov, se pravi takrat pa potem, ko se je začela vročina že zniževati, se začne vročina ponovno zviševati, pojavi se lahko drugačen kašelj z izkašljajem, takrat pa je potrebno, da gremo čim prej k zdravniku. Kakšne pa so številke, koliko teh pacientov, ki pridejo z gripo, za kakšen porast gre? Zdaj, če govorimo o vikendu, je šlo tukaj samo, se pravi, sobota, nedelja, je bilo teh bolnikov skoraj do 100. Tudi v prejšnjem tednu naj bi skupaj. 7 tednov prejšnjem naj bi tudi obravnavali 100 pacientov. Ja, se pravi, ampak že med samim vikendom je bilo še dodatnih 100 bolnikov na infekcijski kliniki in na IPK-ju. Kaj pa to, ne vem, glede na 14 dni nazaj? Je to definitivno, bomo rekli, tako 300% porast. Prej, če bomo rekli, da smo imeli mogoče dnevno 5 bolnikov z gripo, je zdaj teh bolnikov tam samo na infekcijski kliniki bliže 20 kot 10. To se hitro širi, ne? Gripa ima svoje zakonitosti, se pravi nekako prva 2 tedna takšen sunkovit porast, potem nekoliko upočasnitev, potem v 4. tednu, če so klasični pogoji dosežejo, se potem plato, ki traja še približno 2 tedna in potem postopno umirjanje z zmanjševanjem števila bolnikov. Se pravi, konec januarja. Konec februarja rečemo, da bomo nekje na tem bolj bazalnem nivoju, medtem ko tale 2 meseca zdaj pa definitivno velika obremenitev za bolnišnice in tudi seveda za ambulante družinskih zdravnikov. Kakšna pa je letošnja sezona glede na lansko? Trenutno je težko ocenjevati. Lanska sezona je bila sorazmerno blaga, nekoliko razvlečena. Zdaj tale porast, ki je izrazit, je zelo, bomo rekli, takšen akuten, tako da težko je reči, ali gre samo za to, da je zdaj zelo skoncentrirano in bo mogoče samo trajanje krajše, lahko pa, da bo zelo slaba sezona, smo še res zelo na začetku. Definitivno tudi v sosednjih državah, v Avstriji poročajo o podobni situaciji z velikim številom obolelih, z težavami pri nameščanju bolnikov, tako da je sezona nekoliko drugačna, kot je bila lansko leto. Kaj pa svetujete ljudem na splošno? Ja, tukaj gre za te klasične ukrepe, ne, se pravi, prvi je tisto, če smo bolni, ostanemo doma, drugi je, če sodimo v skupino, ki je, bomo rekli, rizična oziroma ki ima dejavnike tveganja, definitivno svetujemo, če gredo nekam, kjer bo večje število ljudi, tudi če je to trgovina, uporaba mask. Maske učinkovito ščitijo pred okužbo in ščitijo tudi pred tem, da ne okužimo drugih. Svetujemo seveda higieno kašlja, ne, če že kašljamo komolec oziroma rokav, pomembna je higiena rok. Roke po prihodu domov si moramo absolutno umiti v zunanjih okoljih, kjer smo, če so le nameščena še kjer razkužila, je sigurno na mestu uporaba razkužil. Cepljenje v tem trenutku smo morda že pozneje, ne, se pravi, gripa je tukaj, kot vidimo, zato da je cepivo učinkovito, traja vsaj 10 dni, tako da je za ta ukrep morda prepozno. Drugega tukaj razen simptomatskih ukrepov pravzaprav ne. Kaj pa druge okužbe, COVID? Ne, sam kdaj k zdravniku. K zdravniku je potrebno iti, se pravi, če po teh 5 dneh vročina še vedno vztraja, ali pa smo bili že brez vročine, pa se je potem ponovno pojavila vročina. Če imamo izrazito občutek težkega dihanja, če ne moremo povedati celega stavka, takrat to nakazuje, da je prišlo do tega, da so prizadeta tudi spodnja dihala in je potrebno v terapijo dodati tudi kisik. Pri manjših otrocih je lahko v spredju neješčnost, lahko tudi bruhanje, tako da če je to zelo izrazito, če zavračajo hrano, predvsem pa če zavračajo tekočino, je tudi tukaj se potrebno posvetovati s pediatrom, ki bo ocenil, ali je potrebno potem naprej na pregled oziroma svetoval, da je potrebno k zdravniku.
Pri nekaterih s temeljnimi kroničnimi boleznimi pa seveda gripa lahko samo povzroči poslabšanje te temeljne bolezni, od tega, da pride do iztirjene sladkorne bolezni, da pride do poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni ali astme, lahko seveda tudi do poslabšanja srčnega popuščanja. Tudi v teh primerih ljudje, ki s temi boleznimi živijo, sorazmerno dobro poznajo svoje simptome in pravzaprav imajo navodila, kdaj je potrebno obiskati ustrezno ambulanto. Tudi otroki imate z gripo? Tudi otroci so z gripo, sicer še ne v tako velikem številu. Pri otrocih je v ospredju trenutno respiratorni sincicijski virus, tako da, ampak tudi zdaj, ob vrnitvi v šole, vrtce, bo verjetno porast tudi v tej starostni skupini. Kako pa je s COVID-om? COVID je še vedno prisoten, sicer ne v takšnem številu kot gripa, se pa pojavljajo posamezni primeri tudi s COVID-om. Pri COVID-u nekaj večjih problemov, zaradi tega, ker je bistveno bolj prenosljiv kot gripa, se pravi, če se gripa širi predvsem kapljično in traja kar nekaj časa, da pride do prenosa, je pri COVID-u še vedno, da zadoščajo kratkotrajni stiki, tako da to je problematično tudi znotraj same bolnišnice oziroma urgentnih ambulant. Potem, kar je še prednost pri gripi, imamo na voljo zdravila, s katerimi lahko preventivno preprečimo, se pravi, jih dajemo ob stiku in preprečimo, da bi prišlo do razvoja bolezni. To se uporablja predvsem v bolnišničnem okolju, pri COVID-u žal te možnosti nimamo. Mogoče še kakšni drugi virusi, ki izstopajo pri vas? Trenutno so, se pravi, po vrsti gripa, COVID in RSV, ostali trenutno ne predstavljajo pomembnih igralcev na tem področju. Hvala. Kakšno vprašanje? Ne? Potem pa najlepša. Hvala lepa. Hvala. Kdo je cepljen proti gripi?